Pozdravljeni! Tudi v tem videu bomo na kratko spregovorili o naši dragi Emi. In sicer so iz RTV Slovenija pred nekaj dnevi v bistvu javili, da nas bo naslednje leto na Evroviziji ponovno zastopala Ana Soklič. Vendar z drugo pesmijo, kajti pesem Voda več ne pride v poštev, bila je izbrana za to leto, ampak se je to pač zaradi trenutne situacije vse skupaj izjalovilo. Tako da bo potrebno izbrati drugo pesem za Ano. Zdaj, sporočili so tudi, da način, za katerega so se odločili, še v bistvu ni znan. Torej, v bistvu še nič ni kaj znano, na kak način bo Ema potekala naslednje leto. Kar me v bistvu privede do malega razmišljanja, da v bistvu mogoče bi lahko ponovno uvedli tale način, da imamo izvajalca, kateri poje več pesmi, recimo 3, mogoče 4, in potem se v bistvu odločijo s televotingom seveda, da se izbere primerna pesem, ampak edina skrb, ki jo imam jaz tukaj je, ker okusi so v bistvu zelo različni, ne. In kar je v bistvu zelo prav in zagovarjam to, ker vsakemu ne sede v bistvu vse. Ampak meni je zelo zanimivo, da pač so se odločili za tale, kako naj rečem, pošten način, ker v bistvu, če gledate na situacijo in da v bistvu Ana je bila izbrana kot predstavnica na Evroviziji, je edino pošteno, da ima dejansko to možnost, ko se te zadeve malo umirijo. In ne glede na to, kdo bi zmagal, bi to v bistvu tudi jaz sam zagovarjal, ker pač, če ni imel priložnosti se izraziti vsaj v tem letu, naj ima potem priložnost naslednje leto. In sicer meni osebno tale odločitev zelo paše, ker mi pesem ni bila tako pri srcu. Iskreno sem jo večkrat poslušal, Ana ima meni zanimiv, lep vokal, všeč mi je tudi, da ima tale nižji glas in dejansko s pravo pesmijo lahko zelo konkurira potem tudi na evrovizijskem tekmovanju. In kljub temu, da je bila velikemu številu pesem Voda všeč, saj je več kot očitno, da je zmagala na Emi, meni žal ni bila tako blizu. Ampak kot sem že omenil, si želim, da ima Ana to drugo priložnost in dejansko še na drug način predstavi svoj vokal in zastopa Slovenijo. Zdaj, ko še dodatno razmišljam, ko govorim o tem, se mi zdi, da sta tukaj najbolj primerna v bistvu dva načina. Ali da se da občinstvu, da izbere eno izmed, tako kot sem prej omenil, 3-4 pesmi, ki jih Ana zelo suvereno odpoje in potem občinstvo pač odloči, katera je v bistvu primerna, katera je bolj poslušljiva oziroma jim je bolj pri srcu, ali pa v bistvu nek interni izbor, ki ga opravi RTV Slovenija, torej razpiše, da se lahko pošljejo pesmi, se te pesmi preposlušajo, se naredi neka selekcija in potem se v bistvu interno, seveda skupaj verjetno tudi z Ano, potem odločijo za tisto ta pravo pesem. Me pa definitivno zanima, kako bo vse skupaj izpadlo, katera pesem nas bo zastopala, za izvajalko pa tako že vemo, kdo bo. Kaj pa vi mislite o tem? Vam se zdi tale odločitev od RTV Slovenija primerna, da znova pošljemo Ano, ali bi raje imeli klasično Emo in potem izberemo drugega izvajalca? In zapišite tudi mnenje o tem, kaj mislite, kakšen bi bil najbolj primeren način, da se izbere pesem za Ano. Drugače pa kot vedno, hvala, da ste si ogledali moj video. Če vam je bil tale video všeč, mu lahko daste tudi thumbs up in se naročite na moj kanal za še več vsebine. Lahko pa me sledite tudi na Instagramu pod GregorV. Lepo se imejte, ostanite zdravi, skrbite zase in za druge, pa se vidimo naslednjič. Čau!